pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa v boju ekip, od katerih smo pričakovali več, se bosta danes pred našimi kamerami udarili Pesnica in Rače. Glede slabega štarta v sezono tukaj predvsem ciljamo na goste iz Rač, ki so zgolj pri 6 osvojenih točkah, a pred začetkom prvenstva so imeli visoke ambicije, želeli so si boja za naslov prvaka, Pesničani pa so zmago v prejšnjem krogu na gostovanju v Staršah začutili, da se lahko kosajo z najboljšimi. Samozavest se je dvignila in posledično tudi želja po novih, dobrih in uspešnih rezultatih. Račanci pa potrebujejo kakšno odmevno zmago, da sami pridejo v situacijo, kakšni so po prejšnjem krogu domači nogometaši, glede samozavesti seveda, da nekako dvignejo sami sebe in začutijo, da lahko premagujejo najboljše nasprotnike v ligi. Jasno pa je, da pri obeh ekipah, če še želijo sanjati o naslovu prvaka, enostavno prostora za napake ni več. Zanimivo bo videti, ali lahko eni in drugi danes končno zadovoljijo apetite svojih navijačev. Sedaj preletimo še obe enajsterici, medtem vidimo, da bodo sredine igrišča krenili gostujoči nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v svojih tradicionalnih rdečo-belih dresih. Na drugi strani pa Pesnica prav tako v svoji tradicionalni modri barvi. Sedaj pa preletimo obe enajsterici. Pri domačih v vratih Drobnjak, v obrambi z leve proti desni Celcer, Aljaž Babšek, Lazar in Mulec, v vezni vrsti Knupleš, Žan Babšek in Kocbek, v napadu pa s tremi nogometaši, to so Smodej, Jerončič in pa Horvat. Glavni trener domačih je Robert Freizman, pri gostih pa v vratih Glušič, v obrambi Harih, Špehar, Pristovnik in Lašič. Vezisti so Leben, Pipenbacher in pa Paradiž, prav tako v napadu trije nogometaši, na wingerskih položajih Rajšp in Goljat, v napadu Ornik. Trener gostujoče zasedbe je Dalibor Peša. Sodnik tega obračuna, glavni delilec pravice je Armando Šorli, njegova pomočnika Bojan Šinkovec in Maksimilijan Juk, delegat tekme je Jani Ivan Sajko. Knupleš lepo proti Smodeju, vmešal se je Paradiž s strelom z velike razdalje, brez večje nevarnosti za Drobnjaka. Paradiž, vezist Rač, ki je pred leti nosil dres Pesnice, z ekipo prišel tudi v tretjo slovensko nogometno ligo, nato pa se je odločil za prestop v Rače. Smodej, Babšek, do posesti na koncu Leben, ki je na tem obračunu kapetan Rač, medtem je skupil Smodej, brez večjih težav bo nadaljeval ta obračun. Napadalec domače ekipe. Knupleš športno žogo vrača gostujoči zasedbi. Glušič, še en nogometaš, ki je pred 2 ali 3 sezonami branil vrata Pesnice. Paradiž, vmešal se je Celcer, Babšek, Smodej, hitro so to odigrali domači nogometaši. V napad se je vključil Celcer, v bloku Rajšp, Lašič, Paradiž. Slaba oddaja žoge Paradiža, popravil je svojo napako ta nogometaš Goljat. Pipenbacher, nekaj prostora ima Pipenbacher, zagotovo izjemno hiter je Pipenbacher. Mulec pokriva Pipenbacherja, uspešno v bloku Mulec. Aljaž Babšek oziroma Žan Babšek, se opravičujem, takoj je na levi strani z visoko podajo iskal Smodeja, prehitra je bila ta podaja. Lašič proti Rajšpu.
Žoga je zapustila igrišče in to bo met iz avta za domače. Poskus hitrega protinapada domačih, toda neuspešen pri oddaji žoge je bil Horvat. Paradiž proti Lebnu. Veliko prostora ima Leben na levo stran proti Harihu. Vključil se je Harih, na mestu je bil znova Mulec. Iz avta zarače Harih. Ornik. Dobro se je zagradil Ornik, vmešal se je Kocbek, Horvat, Babšek. Še en neugoden udarec je prejel Smodej. Zadnja tekma med tema dvema ekipama je bila odigrana v lanski sezoni v tretjem krogu, to je bilo 8. septembra, prav tukaj v športnem parku v Pesnici. Do gladke zmage so takrat prišli Račanci, ki so bili boljši s kar 0:3. Za vodstvo in rezultat prvega polčasa je takrat v 9. minuti poskrbel Žan Rajšp, nato takoj za uvod v drugi del še en zadetek Rajšpa, končnih 0:3 pa je v 60. minuti postavil Nejc Pipenbacher. Danes jasno pričakujemo bolj izenačen, bojevit dvoboj, kot smo ga spremljali nazadnje. Še en prekršek gostov, kar te močne dvoboje spremljamo v vezni vrsti. Gostje izjemno agresivni, jasno želijo priti do 3 točk in se ponovno približati vrhu lestvice. Aljaž Babšek je povlekel na levo stran proti Celcerju. Napaka Lašiča, Smodej, Babšek vrača Celcerju, ta vezno vrsto proti Horvatu. Smodej in Lašič v dvoboju. Lašič z dobrim posredovanjem in to bo prvi udarec iz kota na tem obračunu, pripadel bo domačim nogometašem. Proti bližnji vratnici, kjer je bil Knupleš, še en udarec iz kota za Pesnico, znova ga bo izvedel Celcer. Najvišji v skoku Pristovnik. Vidimo, da večina teh napadov domačih poteka po levi strani, kjer prevladujeta Celcer in Smodej. Smodej tudi znan kot izjemno dober strelec. Še enkrat na mestu Pristovnik, Lašič, Babšek. Babšek hitrejši od Ornika, Horvat. Tokrat na desno stran, kjer se je odkril Kocbek. Horvat v bloku, Pristovnik in to bo tretji udarec iz kota za Pesnico. Domači so po uvodnih minutah sedaj prevzeli pobudo, iščejo vodilen zadetek, s katerim
bi si priigrali lažje nadaljevanje tega dvoboja. Slabo je tokrat, ta udarec iz kota. Izvedel številko 19 Kocbek. Harih. Harih v vezno vrsto, kjer je Leben, veliko prostora ima kapetan gostov. Leben z diagonalno podajo, videl je odtekajočega Pippenbacherja, toda neuspešna podaja kapetana Rač. Pravočasno iz vrat Drobnjak. Knupleš vrača Lazarju, ta proti Aljažu Babšku. Celcer. Nekaj sreče za domače, zapletel se je Horvat. Goljat proti Rajšpu. Hitrejši, bolj čvrst je bil v tem dvoboju Celcer. Lašič. Dobro so se znašli gostje, Leben vrača Špeharju. Na mestu Babšek, Leben, Pippenbacher, tako je v napadu iskal Urnika. Rajšp. Na koncu gol-out za domače, nekaj manjše nezbranosti v kazenskem prostoru, tokrat gostujoče zasedbe, imeli so lepo priložnost za strela, na koncu brez večje nevarnosti za vratarja Drobnjaka. Najvišji v skoku je bil Lašič. Špehar vrača Glušiču. Leben proti Paradižu, zaenkrat neviden vezist gostov. Še enkrat Špehar proti Pippenbacherju. Pippenbacher v preigravanju. Na levi strani proti Harihu, mešal se je Mulec, še vedno Harih. Paradiž je iskal Rajšpa, nespreten je bil pri izbijanju Celcer in out bo pripadel gostom. Sedaj pa mislim, da lahko vidimo, da so gosti prevzeli pobudo, nekako ekipi napadata v intervalih. Izbija Špehar, brez tveganja centralnega branilca Rač. Rajšp pritiska na Celcerja. Izbija Lazar. Smodej. Vmešal se je Leben proti Orniku, previsoka podaja za slednjega, toda do žoge je Paradiž. Paradiž s predložkom v kazenski prostor, najvišji branilec domačih Lazar. Celcer uspešnejši od Paradiža, a gostom se je izplačal ta
visok pritisk na zadnjo vrsto domačih ter so s tem prišli do izvedbe avta. Leben s posredovanjem s tem je nekako preprečil poskus hitrega protinapada domačih. Paradiž pred Smodejem, Paradiž je videl tekajočega Rajšpa, priboril si je žogo Rajšp, takoj proti Pippenbacherju, ta na levo stran do Goljata. Goljat, še enkrat Pippenbacher, obramba Drobnjaka, prva nevarna akcija na tem obračunu, v 15. minuti jo je zapravil Pippenbacher. Lepo so to odigrali gostje, nekako dokazali, da vendarle danes si lahko nadejamo boljšo predstavo z njihove strani. Špehar proti Paradižu. Leben proti Goljatu. Lepo, atraktivno Goljat. Ornik. Harih v bloku Mulec. Ornik. Nenatančen pri oddaji žoge Ornik. Babšek. Težave je imel Horvat, Špehar, Goljat proti Pippenbacherju, nekaj ostrih dvobojev v vezni vrsti. Horvat ima kar nekaj težav danes pri oddaji svojih podaj, že parkrat je nenatančno iskal svoje soigralce v protinapadu domači. Smodej. Smodej na oddaljenejšo vratnico, kjer se je odkrival Kocbek. Težave je imel tudi Pippenbacher. Mulec mirno v vezno vrsto proti Knupležu. Horvat. Pristovnik, Paradiž, Pippenbacher. Pippenbacher vrača Harihu. Paradiž vrača Špeharju. Še vedno Paradiž. Paradiž z diagonalno podajo proti Harihu. Prebral je to namero gostov branilec Mulec. Babšek pred Pippenbacherjem, Lazar. Lazar slabo podajo proti Smodeju.
Pristovnik, Leben, vmešal se je Babšek, še vedno Babšek, Babšek mimo Lebna v prostor proti Horvatu, še vedno Horvat, Horvat se je odločil za strel, izjemna kontra je bila to domačih na koncu, za las mimo gola Horvat. Leben, videli smo, zakaj si gosti enostavno ne smejo privoščiti teh nespretnosti v vezni vrsti, domači lahko hitro odigrajo, preidejo iz obrambe v napad in si priigrajo nevarno situacijo pred nasprotnikovimi vrati. Rajšp, Rajšp proti Goljatu, mešal se je Aljaž Babšek, Goljat in Knupleš v dvoboju, prekršek je bil to Goljata. Pravočasno izvrat Glušič. Paradiž, znova Paradiž z diagonalno podajo, tokrat je ta našla Goljata. Na koncu prekršek Kocbeka. Bomo videli, ali lahko gostje zapretijo z tega standardnega položaja. Prosti strel bo izvedel Paradiž. Paradiž tokrat ne najbolje pri izvedbi tega prostega strela. Drobnjak je lepo našel Smodeja, ta je preigral Lašiča, še vedno Smodej, vmešal se je Špehar. Tokrat se je dobro postavil Pristovnik, onemogočil Smodeju preigravanje in morda tudi kakšen strel na vrata Glušiča. Harih. Paradiž. Paradiž proti Pipenbacherju, ta na desno stran proti Rajšpu. Rajšp s predložkom pred vrata, vmešal se je Mulec, na drugi vratnici je to podajo čakal Goljat. Goljat vrača Špeharju. Špehar proti Pristovniku. Špehar proti Laštiču. Ta znova vrača Pristovniku. Paradiž. Domači v teh trenutkih čakajo na napako gostov. Paradiž na levo stran proti Lebnu.
Špehar, na Špeharja sta pritisnila Babšek in Jerončič. Paradiž je prebral namero Knupleža, Harih, Paradiž, ta takoj v prostor pošilja Goljata. Goljat nevarno, na koncu pa 11-metrovka za goste. Pippenbacher je bil hitrejši od domačega vratarja, ta na koncu s prekrškom zaustavlja tega nogometaša in Rače so prišle do 11-metrovke v 24. minuti. Izvedel jo bo nekdanji nogometaš Pesnice Andrej Paradiž. Bomo videli, ali lahko Drobnjak prebere strel gostujočega vezista. Paradiž in Drobnjak v dvoboju. Paradiž strelja, brani Drobnjak, odbita žoga, na koncu je vendarle v mrežo uspel poslati Paradiž in vodstvo gostov z 0:1, strelec pa Andrej Paradiž. Bomo videli, kakšen odgovor sedaj pripravljajo domači nogometaši, ki so si uspeli priigrati nekaj dobrih situacij pred gostujočimi vrati, a sedaj pa jasno, za kakšno točko nujno potrebujejo zadetek. Babšek, vmešal se je Leben, Pippenbacher. Pippenbacher je v prejšnji akciji pokazal svojo hitrost in s tem priboril 11-metrovko svojemu moštvu. Mulec, Babšek, Babšek vrača Knupležu. Prekršek Hariha, preoster je bil nad Kocbekom, prosti strel bo pripadel domačim. Na tej desni strani je imel Knuplež, lepo se mu je ponudil Mulec, toda odločil se je za predložek pred vrata. Rajšp v bloku Knuplež, Mulec. Pristovnik in Jerončič v dvoboju. Prekršek Pristovnika. Knuplež je želel na hitro izvesti prosti strel, prebral je to Pristovnik, toda glavni sodnik Armando Šorli žogo vrača v posest domačih oziroma zahteva ponovno izvedbo prostega strela. Predložkom je poskusil Kocbek, toda neuspešen je bil ta nogometaš pri podaji v kazenski prostor gostov. Glušič medtem z visoko dolgo podajo proti Goljatu, na mestu Lazar. Leben na levo stran proti Harihu. Prekršek je storil Kocbek.
Paradiž je popravil svojo napako. Še vedno Paradiž. Prekršek Kozbeka, pametno je Paradiž izsilil to potezo domačega vezista. Paradiž proti v bližnji vratnici, našel je Pipenbacherja in 0:2 vodstvo gostov, tokrat Paradiž kot asistent, zadetek pa Nejca Pipenbacherja in 30. minuta teče, gostje vodijo z 0:2. Bomo videli, ali se nam obeta podoben scenarij kot v lanskem obračunu, ko so gostje, kot že rečeno, prišli do zmage z 0:3, Pesničani pa so sedaj v težkem položaju pred nadaljevanjem obračuna. Morali se bodo zbrati in vsaj do konca tega prvega polčasa poskušati zadeti vsaj enkrat, nekako priti do priključka. Celcer, a jasno, gostje sedaj na krilih teh dveh zadetkov dobesedno letijo na terenu. Kako je hiter Pipenbacher, še vedno je Pipenbacher, krenil je Pipenbacher, Goljat v preigravanju, v bloku Celcer. Morda bi Pipenbacher moral v tej situaciji iskati drugi zadetek na svojem obračunu. A še enkrat več je dokazal, kako hiter je Pipenbacher, zares izjemna samostojna akcija tega nogometaša. Kot se kaže, neugoden udarec v kazenskem prostoru prijel Celcer. Knupleš proti Babšku. Jerončič proti Horvatu. Paradiž mirno proti Lašiču. Paradiž proti Špeharju. Harih. Paradiž je iskal na desni strani Rajšpa. Slabo je tokrat odreagiral Smodej. Pipenbacher proti Lebnu. Sedaj pa se lepo vidi, da gostje prevladujejo, so dobili na samozavesti. Harih v samostojni akciji. V preigravanju je bil številko 19 Kozbek. Potem se pripravlja prva zamenjava v domačih vrstah. Iz igre odhaja številko 19 Kozbek, v igro pa je prišel številko 8 Gregor Pešl.
Udarec je prejel Paradiž. Paradiž športno žogo vrača domačemu vratarju. Pesničani so še enkrat več krenili v napad z organizacijo izpred svojega kazenskega prostora oziroma od svojega vratarja. Celcer, Pešl proti Smodeju, znova hitrejši, uspešnejši Lašič. Pešl bo zagotovo ukrepil vezno vrsto domačih, zagotovo prinaša neko dodatno mero mirnosti. Babšek, Pipenbacher proti Goljatu. No, Goljat na koncu prekršek nad tem nogometašem. Paradiž takoj na levo stran proti Pipenbacherju. Uspešno Pipenbacher. Preoster je bil Mulec. Nespameten prekršek je bil to Mulca, povsem nepotrebno je tako štartal na Pipenbacherja. Še enkrat več na izvedbo prostega strela odhaja Paradiž. Znova Paradiž, znova neugoden, oster predložek, tokrat je bil Drobnjak dovolj zbran, pravočasno izvrat in je povsem mirno ujel to podajo Paradiža. Lašič znova proti Paradižu, ta je podaljšal proti Goljatu. Goljat in Mulec v dvoboju. V tem istem terminu kot tale naš dvoboj so še pričele še 4 tekme tega 6. kroga v prvi MNZ Maribor. V Črni na Koroškem se med seboj merita vodilni ekipi lige, domača Peca gosti Miklavž. Obe zasedbi kažeta izjemne predstave in sta polni samozavesti. Črnjani so pred domačo publiko zaenkrat še pri 100% izkupičku, medtem znova nevarno pred domačimi vrati. Zaključim prejšnjo misel, na drugi strani pa Miklavž na prvem mestu edine točke je zaenkrat oddal prav na gostovanju na Koroškem proti Radljam, ko so se razšli z rezultatom 3-3, a seveda ta obračun proti Peci je zgodba zase, motivacije tako enim kot drugim zagotovo ne manjka. Domači se bi v primeru zmage pa uspeli na prvo mesto, gostje pa bi v primeru uspeha in vknjiženih vseh 3 točk svojo prednost pred zasledovalci še nekoliko povečali. Miklavž jasno blesti v napadu, dosegli so že kar 14 zadetkov, a tudi obramba je dodala svoje, saj je vratar Prinek zgolj 3-krat odšel po žogo v svojo mrežo, a ne glede na vse statistične podatke je jasno, da se v Črni zagotovo odvija pravi spektakel. Marles Hiše drugo zaporedno domačo tekmo igrajo proti Malečniku. V prejšnjem krogu so Limbušani v pravi goljadi remizirali s Pohorjem 4-4. Do točke so prišli v izdihljajih tekme, saj so do 90 minute zaostajali z 2-4, na koncu pa v 3 minutah dosegli 2 zadetka in izid izenačili in prišli do točke. Nasproti pa jim stoji izjemno motiviran Malečnik, ki
še išče svoj pravi obraz, saj iz kroga v krog igra bolje, še vedno niso knjižili nobene točke na gostovanjih, a slej ko prej bodo tudi na tujem naredili korak naprej. Medtem pa prosti strel za domače, izvedel ga bo Gregor Pešl, ali lahko domači pridejo do znižanja. Pešl, Glušič, najvišji, najbolj spreten, najbolj miren. V dvoboju sosedskih ekip na lestvici se med seboj merita Pohorje in Radlje. Pohorci iščejo nove 3 točke pred domačimi navijači. Pohorci medtem nevaren strel Rajšpa z desne strani, težave je imel Drobnjak. Radljčani pa so letos že dokazali, da na teh obračunih proti kvalitetnejšim nasprotnikom lahko prihajajo do točk, lahko se kosajo prav z vsemi moštvi v tej prvoligaški konkurenci. Seveda, ko govorimo o tekmah pod okriljem Medobčinske nogometne lige Maribor, a jasno, da imata obe ekipi drugačne cilje. Na koncu prekršek Pristovnika, še en prosti strel bo to za domačo zasedbo. Še enkrat več bo ta prosti strel izvedel Pešl. Pešl, najvišja v skoku sta bila Pristovnik in na koncu Leben. Lašič v preigravanju, pameten prekršek je bil to Pešla, s tem je onemogočil poskus hitrega protinapada gostov. Nogometaši Brunšvika, ki pa še vedno iščejo prve točke v sezoni, na domačem terenu igrajo proti Dupleku, zeleni z Dravskega polja imajo proti zasedbi Bojana Petka povsem realne možnosti za dosego prve zmage v sezoni, a ta obračun jasno je izjemno sila pomemben za Brunšvik, veliko bolj kot za Duplek. Če primerjamo ti dve ekipi, v primeru novega poraza bi se zaostanek pred ostalimi moštvi še povečal in nekako bi si zares zelo otežili zadeve glede obstanka med prvo MNZ Maribor, na drugi strani pa se Duplečani zavedajo, da bi v primeru zmage na svojem računu imeli 7 točk in s tem bi nekako lažje zadihali, se oddaljili od zadnjih položajev prvenstvene lestvice. Ob jutrišnjem terminu pa še zadnji 2 tekmi 6. kroga v prvi MNZ Maribor. V Marjeti je pred nami občinski derbi, domači nogometaši bodo gostili Starše. Marjeta v prejšnjem krogu zaradi karantene sodnikov ni odigrala obračuna proti Akumulatorju, predtem so se udarili proti Miklavžu in izgubili z 0:2. Prav s tem porazom so predali prvo mesto na lestvici, a tokrat jasno nova zahtevna preizkušnja za Marjeto. Staršani so za razliko od rdečih z Dravskega polja svoj obračun 5. kroga odigrali in izgubili proti današnjim domačinom Pesnici z 1:2. Tako bodo zagotovo še bolj motivirani, da se znova vrnejo na zmagovita pota. Obe ekipi blestita v napadu, domači so mrežo nasprotnika zatresli 13-krat, a velika težava bo za Marjeto ta, da zaradi prepovedi nastopa ne bo mogel obračuna odigrati najboljši strelec Nejc Peterka. Starše pa so dosegle še en zadetek več, se pravi kar 14 jih imajo na svojem računu, prav tako premorejo najboljšega strelca lige s 5 zadetki. Zaenkrat kot po tekočem traku zabija Nejc Bohak. Paradiž proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji Leben, a brez večje nevarnosti za vratarja Drobnjaka.
A jasno, na obračunu med Marjeto in Staršami, da obe ekipi kljub nizkemu številu prejetih zadetkov sta že kiksali v obrambi, če se lahko tako izrazim, in nekako smo v pričakovanju derbija z velikim številom zadetkov. Še en spopad ekipi spodnjega dela lestvice se bo odvijal v Jurovskem Dolu, kjer bodo domači gostili TAP Akumulator. Ekipi na lestvici loči zgolj 1 točka, pri domačih imajo največ težav v obrambi, strel medtem domačih brez večje nevarnosti je bilo to za Glušiča, prešibak poskus Jerončiča. Da zaključim prejšnjo misel, pregled bi lahko rekli preostalih obračunov 6. kroga. Pri Jurovskem Dolu imajo največ težav v obrambi, prejeli so že kar 21 zadetkov, dosegli so jih 8, na drugi strani pa ekipa iz Mežice ima ravno obratne težave, dosegli so zgolj 3 zadetke, kar je podatek, ki lahko skrbi gostujočega trenerja Akumulatorja, medtem pa je glavni sodnik tega obračuna odpiskal konec prvega polčasa. Na odmor gostje odhajajo z zasluženo prednostjo 0-2, zadetka sta dosegla v 25. minuti Paradiž, nekdanji član Pesnice, nato pa 5 minut kasneje še Nejc Pipenbacher po asistenci Paradiža. Kot že rečeno, povsem zasluženo vodstvo Rač v tem prvem polčasu, prikazali so več, priigrali so si bistveno lepše število priložnosti, a pred nami je še zagotovo zanimiv in razburljiv drugi del. Z moje strani je bilo to za ta prvi polčas vse, vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.